Klingrad iz Ljutomera, ki je v večinski lasti švicarskega holdinga Serentis, od leta 2002 izdeluje stenske in stropne sisteme, vrata, okna in luči za čiste prostore. Mednje sodijo laboratoriji, dvorane za proizvodnjo zdravil, živil in mikroelektronike, sterilni prostori, operacijske dvorane in bolnišnice. Poskrbijo za inženiring in načrtovanje, proizvodnjo in dobavo ter montažo. Prvo naročilo so pred leti dobili iz Srbije, zdaj pa so prednostni dobavitelj Pfizerja, s katerim sodelujejo 5 let, za prvi posel pa so se borili 2 leti. Če delaš za Pfizer, imaš odprta vrata do vseh drugih farmacevtskih družb, pravi Jernej Zupančič, direktor Klingrada. V letu 2010 pričakuje prodajo okoli 2,5 milijona evrov. Nekako hočemo povečati od lanske prodaje to našo prodajo čistih prostorov. Sodelujemo z uspešnim podjetjem Pfizer in Schering-Plough v Belgiji. Dejansko so to gigantska farmacevtska podjetja, za katere že vrsto let uspešno opremljamo čiste prostore. V prihodnosti imamo načrtovanje in razvoj novih izdelkov, ki jih bomo probali z našimi čistimi prostori prodajati našim končnim kupcem. To so razne laboratorijsko pohištvo, oprema, razne omare, stvari, ki se uporabljajo tudi v farmacevtskih proizvodnih bolnicah, operacijskih sobah in tako naprej. Z partnerom, kot je Pfizer, probamo tudi se dogovarjamo za posle izven Evropske unije, to so posli v Egiptu, kjer že imamo enega, partnerja, ki bi zastopal in prodajal naše izdelke na tem tržišču, se pravi, da nismo usmerjeni samo v Evropsko unijo, ampak tudi gledamo za druga tržišča, če je možno. Tehne je mlado podjetje iz Murske Sobote, ki deluje na 3 področjih: v avtomobilski industriji, strojegradnji in avtomatizaciji proizvodnih procesov. Vodita ga mlada Ptujčana, direktorica Mateja Herak ter lastnik in strojni inženir Aleš Zorec. V Študgartu delujejo v manjšem biroju za oblikovanje in konstrukcijo vgradnih delov v avtomobile, prek katerega Tehne sodeluje pri razvojnih projektih za Mercedes in Porsche. Eden od njihovih vidnejših projektov je konstruiranje armaturne plošče, sredinske konzole ter vratnih oblog prestižnega športnega avtomobila Mercedes-Benz SLS AMG, ki je lani na frankfurtskem avtomobilskem sejmu doživel premierno predstavitev. S podobnimi projekti Tehne v Nemčiji ustvari 80% prihodkov. V prihodnje želijo polovico prihodkov ustvariti doma, polovico pa v tujini. To načrtujejo doseči z razvojem lastnih izdelkov pod lastno blagovno znamko. Podjetje Tehne želi v letu 2010 glavnino svojih poslov prenesti iz Nemčije v Slovenijo. Ključni pogoj za to je ustanovitev lastne konstrukterske pisarne izven področja tehnološkega pomurskega parka. Hkrati pa si prizadevamo povečati spekter storitev v naši prototipni delavnici. V ta namen smo že nabavili v prejšnjem letu stroj za lasersko sintranje. V letu 2010 oziroma 2011 želimo pridobiti še nekaj strojev in naprav za popolno storitev z področja prototipne proizvodnje. Hkrati pa razvijamo svoje ideje za lastne izdelke, ki so po našem mnenju ključni za dolgoročni razvoj in obstoj podjetja.
Družinsko podjetje Kodila iz Markišavcev je najbolj znano po predelavi mesa, s katero se ukvarjajo že 3 rodovi. Lastnik in direktor Janko Kodila pri tem daje prednost avtohtoni kulinarični tradiciji, prekmurski šunki pa tudi biomesninam. Vsi izdelki Kodila so brez glutena, konzervansov in dodane vode. Svoje mesnine prodajajo tudi v Mercatorju, Šparu in Tušu. Načrtujejo prodor v tujino, za kar morajo povečati proizvodne zmogljivosti in se pripravljajo na to naložbo. Janko Kodila je hkrati pobudnik povezovanja pridelovalcev prekmurskih dobrot, za kar je razvil blagovno znamko Diši po Prekmurju. Njena paradna izdelka sta prekmurska šunka in prekmurska gibanica. Šunka ima geografsko zaščiteno poreklo, gibanica pa tradicionalni ugled in evropsko zaščito. Naši cilji za prihodnje so, da si zagotovimo pogoje za rast, se pravi, da razširimo dejavnost, investicijo predvidevamo v letu 2011 za širitev proizvodnje, predvsem zaradi nastopanja na tujih trgih. Naše največje ambicije so pa, se pravi, priti na trge Zahodne Evrope in pa seveda države bivše Jugoslavije. Tu predvsem stavimo na regijo, na prekmursko regionalno kulinariko. Sami se pa tudi vidimo v tem, da se povezujemo z lokalnimi, ostalimi proizvajalci, ker Kodila je en člen v Prekmurju, se pravi, Prekmurje je regija, ki se trži, ima tudi zelo velik potencial v slovenskem merilu. Diši po Prekmurju je krovna blagovna znamka, s katero se združujejo izdelki, kot so prekmurska šunka in prekmurska gibanica, zaščitena izdelka. Na tem področju še želimo vključiti v krovno blagovno znamko tudi ostale kvalitetne izdelke iz naše lastne proizvodnje in pa tudi vključiti v prodajo v naši trgovini tudi izdelke iz regije, ki so kvalitetni.